En video sem hotel posneti za vas, pa imam tlele en velik roj mušic, tako da bom zamenil lokacijo, pa nadaljujemo. Evo, mušice še zmeri vztrajno napadajo. Ja, da nadaljujem. Rad bi se dotaknil ene točke in najprej se sicer rad zahvalil vsem, da mi pišete komentarje, da mi pišete, da vam je všeč to, kar počnem, in pa sporočila. In se dotaknil vprašanja od Sandija, ki mi ga je poslal, in sicer kako, na kakšen način naj več časa brezskrbno preživi in kako naj reče ljudem, da pač nima časa in da ne more določenih stvari narediti. Tle je stvar odločitve, nič drugega. Tle je samo stvar odločitve, kaj so vam prioritete in pa kaj vam je v tistem trenutku pomembno in zakaj to počnete. Če nekaj gradite in mislite, da je to edini način, da boste nekaj zgradili lahko na tak način, da boste ljudem rekli ja in da boste zaslužili, potem je tu ena izmed variant. Druga varianta je, da boste dojeli, da se boste odločili takrat, ko vas bo nekaj močno prizadelo. Mogoče boste izgubili nekega človeka ali pa boste pač odprli oči, da morate to spremembo narediti. Zdaj, če vas prizadene, da izgubite nekega človeka, to pomeni, da ste premalo časa posvečali tudi temu človeku, partnerju, partnerci, kakorkoli, in da niste časa posvečali tudi sebi. Kaj to pomeni? To pomeni, če premalo delate na sebi, da fizično ne telovadite, da si ne vzamete čas za meditacijo, za knjigo brati, da ne delate nič na sebi, nimate iste energije, kot če samo delate. Ker potem vam je fokus samo denar. Če pa delate na sebi, lahko osebnostno rastete, duhovno rastete, v glavnem rastete na različnih področjih. In, kakor sem rekel, odločitev je tista, ki to spremeni. Drug del pa je planiranje. Če svojega življenja ne planiraš, potem ne moreš niti splanirati svojega prostega časa. In če ne moreš svojega prostega časa splanirati, to pomeni, da tiste brezskrbnosti ni, ker ne veš, kdaj jo boš imel, ker vedno drugim rečeš ja. In ko drugim rečeš ja, sebi rečeš ne. In ko sebi rečeš ja, drugim rečeš žal, da ne. In ta čas zase, to pomeni, da samo te vprašati, kaj boste vi med tem časom počeli. A bo to branje knjige, a bo to telovadba, a bo to plavanje, a bo to nek šport, a bo to gledanje televizije, a bo to učenje nekih novih stvari, meditacija, joga, ne vem, karkoli vas veseli. Jaz sem se mogel žal tega zavedati, ker Sandi, jaz sem bil na istem, da sem vedno rekel ja, da bom, da imam čas. In me je moglo to žal vzbuditi na boleč način, da sem se začel zavedati, da jaz iz svojega življenja ne delam to, kar si jaz dejansko želim. Da jaz ne grem v tisto smer, kamor si želim, ampak da samo govorim ja in cele dneve samo delam in jaz zadnjih pol leta ali pa eno leto, ali pa še celo več, za svoj za svoje telo nisem naredil kaj dosti in tu se je poznalo tudi na moji energiji. Tu se je poznalo na moji samozavesti, tu se je poznalo na različnih področjih mojega življenja in se jaz tega nisem niti zavedal. In žal me je moglo zbuditi na boleč način, da sem se tega začel zavedati. In iz danes na jutr sem jaz lahko določenim ljudem rekel ne, ali pa sem zmanjšal določene stvari, zmanjšal določene dejavnosti, ki sem jih opravljal, zaradi tega, da sem čas lahko začel posvečati sebi. Da si vzamem 1 uro na dan, minimalno 1 uro na dan za plavanje, da si vzamem minimalno pol ure na dan za branje knjige, da si vzamem
od pol ure do 1 ure, da grem trenutno na sobno kolo, zdaj, ko bo lepo vreme, tudi ven na kolo. In to je čas, ki ga jaz enostavno moram imeti zase. Lahko to vzamemo kot prosti čas, recimo, ko grem na kolo, ki sicer ni prosti čas, ker ni čist glava na off v tem smislu, da zdaj pa imam 1 uro čist fraj, ampak še vedno je prosti čas, ker dejansko ga splaniramo. In tukaj bi se dotaknil druge točke, planiranja. Ja, vmes sem pozdravil še enega kolega, ki je glih mimo pretekel. No, pa da se vrnem nazaj. Ja, planiranje. Planiranje je ena izmed stvari, kjer pozabljamo, da tudi svoj prosti čas planiramo. Da si rečemo, 1 uro na dan, ne bom počel popolnoma nič. In to je čisto v redu, če vam tako paše. Ampak še zmeri, dajte si tu v plan in 1 uro ne delati nič. Po 1 uri pa pejte delati, kar pač ste dali nazaj v plan. In če imate na svojem seznamu 2 ure prostega časa, lahko je ta prosti čas vožnja s kolesom, lahko je ta prosti čas karkoli vas veseli, kar vas dvigne. To je najboljša varianta, da delate nekaj v tistem času, kar vas dvigne, zato da vam da energijo. In ko vas bo nekdo vprašal, a lahko takrat pa takrat prideš, boste rekli ne, ker ta čas vam bo pomemben, ker to je čas za vas, to je čas za vašo energijo, za tisto, kar vas dvigne. Mogoče boste posledično zaradi tega zaslužili manj, ker ne boste toliko delali, ampak po drugi strani boste pa ful več naredili za vaše zdravje. Samo vprašajte se, ali lahko zdravje dobite iz danes na jutr in ali lahko zaslužite nek denar iz danes na jutr. Mislim, da druga varianta je hitrejša. Tako da jaz sem se tega zavedal, kakor sem rekel, na boleč način in zaradi tega sem začel delati na sebi intenzivno. In nihče me ne bo pač prepričal zdaj več, da moram delati po ne vem koliko ur na dan, ker mi ni treba delati po ne vem koliko ur na dan. Ker če delate cele dneve, pa ste nesrečni, niste nič naredili s tem. Nič. Tako da dajte se zavedati tega, no, da ste vi pomembni, ne drugi. In ja, to je v bistvu to, no. Na kratko, Sandi, upam, da sem ti kakorkoli odgovoril. Če ne, pa napiš mi, pa bom še kakšen video naredil zate. Bodite fajn.